Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Program Svit že kar nekaj let rešuje življenja in upajmo, da ga bo še dolgo. In danes nas je v studiu kar precej. Dve gospe, levo in desno ob meni, sta obe ambasadorki programa Svit. Naj jo predstavim. Torej, gospa na levi je gospa Marija Lili Gričar, ki prihaja iz Gozda Martuljka. Pozdravljeni, gospa. Dobar dan. In tule na desni gospa Silvestra Brodnjak, ki prihaja iz štajerskega konca, iz Hajdine. Pozdravljeni tudi vi. No, in z nami je seveda tista, ki je odgovorna za to, da program Svit teče, da je stekel in verjamem, da bo z njeno pomočjo in z njeno energijo tekel tudi še dolgo naprej. To je gospa Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine in vodja programa Svit. Lep pozdrav. Takole, dekleta, zelo sem vesela, da lahko rečemo, da Svit napreduje, da gre naprej in da rešuje življenja. Pa mogoče, doktor Zakotnikova, najprej, če bi pravzaprav začeli z vami. Kje stojimo danes, kolikšna je odzivnost in ali ste zadovoljni? No, moram reči, da smo zadovoljni z potekom izvajanja programa Svit, da smo zadovoljni tudi relativno z odzivnostjo, seveda si želimo pa še večje odzivnosti. Izvajamo drugi krog oziroma smo v drugi polovici drugega kroga, se pravi, da bojo vsi, ki si zaslužijo program Svit, se pravi vsi, ki so stari 50 do 69 let, kmalu že drugič vsi povabljeni v program oziroma do konca tega leta bo zaključen drugi krog izvajanja programa. Odzivnost je, kot sem rekla, tako nekako približno tam, kjer bi si želeli, da smo, okrog 65% odzivnost na vabila. Seveda nekaj procentov tistih, ki se na vabila odzovejo, jih še potem odpade, zato ker jim zmanjka poguma, da bi opravili program do konca, tako da dejansko se jih stestira oziroma izpelje testiranje do konca okrog 56%, kar pa seveda je malo več kot pol. Želeli bi si, da bi se v program odzvali vsi, da ne bi bilo osebe, ki bi vabilo ali testerje odvrgla in do tja nam še nekaj manjka. Ampak upam, da bomo lahko s takimi nadebudnimi gospemi in gospodi, kot sta zdaj tukaj gospa Lili Gričar in gospa Silvestra Brodnjak, dosegli to, da bo odzivnost v program Svit veliko višja. To sta namreč zelo aktivni ambasadorki našega programa Svit, se pravi, da aktivno delujete v programu, vlagate svojo energijo in svoj čas za to, da je razpoznavnost in zaupanje v program Svit večje med ljudmi in da se tudi sigurno zaradi njo veliko več ljudi v program Svit odzove. In moram reči, da gospa Lili Gričar je seveda ena od prvih, ki smo jo v program Svit poklicali, pozvali in je tudi opravila program do konca. In če smem povedati, to tudi sama pove javnosti, da smo ji odkrili zgodnjega raka, ki je bil uspešno zdravljen in pozdravljen in seveda zdaj živi kvalitetno življenje naprej in seveda zelo uspešno v programu Svit deluje. In gospa Silvestra Brodnjak iz štajerskega, skupaj štajerska in gorenjska naveza pa seveda ustvarjajo tako močno navezo in mrežo, da smo res tega zelo veseli. Ja, mogoče, gospa Gričarjeva, kar za vas tole vprašanje. Glejte, ko človek preboli raka, se zagotovo spremeni. In tako kot je rekla že doktor Zakotnikova, vi ste postali ambasadorka, javno poveste. Ljudi je včasih sram. Ali je smiselno, da je človeka sram? Ne, ne, absolutno ne. Ne sram, pa ne imeti krivdnih občutkov. Jaz jih nimam. Človek se spremeni, ja, seveda se spremeni, moram pa reči, da na bolje, veliko na bolje. In ker je ta moja rakava izkušnja tako pozitivna, zato imam jaz željo nekako vsem povedati, ne zavrzite prijaznega povabila programa Svita.
Gospa, še nekaj, recimo takole, ko so vam odkrili raka, ali bi ga sicer, recimo vi odkrili, bi postali pozorni, bi šli pravočasno k zdravniku, če recimo ne bi prišla ta kuverta od programa Svit k vam na dom in recimo skupaj s prijaznim povabilom, da se odzovete? Ne. Jaz sem bila prepričana, da sem najbolj zdrava, jaz nisem imela nobenih težav. Nobenih, ne z odvajanjem, ne s prehranjevanjem. Zdaj imamo sicer 3 vnuke, pred 3 leti sva imela z možem 2. Zdaj je star naš Anže 13 let, Ana 10 let, se pravi 3 leta nazaj, sem jaz z njima vred skakala, se igrala, tenis igrala, skratka nobenih težav, pa pri mojih letih nobenih težav. Mene je v resnici odkril program Svit. A povem, kako sem bila iznenadena, ko je meni zdravnik pri kolonoskopiji rekel: Gričarjeva, zelo ste bolni, zelo ste bolni. Jaz sem mu odgovorila, to ne bo držalo. Mene nič ne boli. Potem je pa obrnil ekran proti mojemu obrazu in pokazal. Jaz sem vedela tisto. Vendar nisem znala razbrati točno, zakaj gre. Predlagala sem mu, naj nadaljuje s postopkom. Ko je končal, ko sem se začela oblačiti, sem pa videla za njegovim hrbtom oziroma preko njegovega hrbta na ekranu računalnika napisano sum na karcinom. To me pa je prizadelo. Oblile so me solze, žal nisem bila več sposobna spraševati. In potem naprej, program Svit potem pomeni, da so vas operirali in pozdravili do konca? Vse pod okriljem programa Svit? Vse. Lahko rečeva, da je to zelo udobno, mogoče drugače, kot če bi hodili od ene ambulante do druge in sami iskali pot? Ja, na vsak način. Ne samo udobno. Oni imajo vzorno organizacijo, vzorno organizirano. Komunikacija z osebami iz programa Svita je enkratna. To so gospe, torej jaz sem govorila z gospemi, prijazne, razumevajoče, ustrežljive. Skratka, to je program, ki ga jaz v resnici priporočam komurkoli, če vidim, da je prilika, da lahko o tem spregovorim. Torej, naj bomo veseli, da je program Svit. Na vsak način. Vzemite ga, vsi naj bi ga vzeli kot darilo države. Pokrovitelj tega programa je tudi predsednik republike, to je gospod dr. Danilo Türk. Karkoli se že dogaja v naši ljubi domovini, ampak ta program je pa v resnici dar države. Gospa Brodnjak, poglejte, takole debel fascikel ste prinesli seboj. Že dr. Zakotnikova je rekla, kako ste aktivni, kaj vse počnete. Mislim, kaj je tu? So tu dopisi, so tu predavanja, so tu obiski, so tu slike. Mislim, kaj vse je tukaj, namreč piše od 11.11.2010 naprej. To pomeni, da še nista 2 polni leti minili, odkar ste začeli zbirati tale program. Ja, 11.11.2010 je najna, bom rekla, obletnica, ker smo se prvič srečali. A vi dve? Ja. Mi dve sicer 40 let živeva druga za drugo preko ene skupne prijateljice, žal že pokojne, ampak na njenem pogrebu smo se srečali tako, da se nisva videli, bili sva tam. In potem je Lili poklicala in sva si od leta 2004 obljubljale, da se srečava. Do oktobra oziroma septembra sem dobila, vmes smo si sicer pisale, se včasih poklicale, to je bilo pa tudi vse, ampak o bolezni nisva nikoli govorile. Mi pa potem v septembru 2010 pošle eno prijazno pismo z zglednico gospa Tunka in tam piše program Svit mi je rešil življenje. Preberem, 2-krat preberem in začnem razmišljati. Marca sem dobila tudi jaz
povabilo v svit, sem ga izpolnila, vprašalnik vrnila, dobila testerje, ampak testerji so čakali. So obležali, tako. So obležali do pisma, ki je prišlo iz Gorenjske. No, potem pa sem rekla, nič ne bom poklicala, če zdaj tako dolgo nisem, bom najprej opravila, kar je moja naloga. Se pravi, vas je na nek način streznilo? Absolutno. Sem poslala, je bilo vse v redu in takoj, ko sem dobila negativni izvid, sem poklicala Lili in v naslednjem tednu sva se srečale. In to je bilo 11.11., zato je to en taki mejnik v najinem prijateljstvu v živo. Sledilo je potem, bom rekla, še mojo prijateljico, novinarko Tatjano Mohorkovo sem vključila zraven in po enem tednu sem bila ponovno na Gorenjskem. Če prej 40 let nič, je treba malo nadoknaditi. Sva vzeli s sabo kamero, sva posnele prvo takšno oddajo za našo kabelsko televizijo. Zraven je bila še gospa Vasilka Kokalj, medicinska sestra iz zdravstvenega doma Jesenice. In Lili je predstavila svojo izkušnjo, gospa Vasilka je predstavila njihove metode osveščanja. In potem sem rekla, ok, mi lahko predvajamo na Ptuju to, ampak mi imamo na Ptuju svoj zdravstveni dom. Ne morem jaz zdaj hvaliti Gorenjcev, če pa imamo mi tudi svoje zdravnike. Kako včasih pride prav lokal patriotizem. Absolutno. In potem jaz do direktorice zdravstvenega doma in sem povedala, sem rekla, gledajte, to pa to sem zvedla, ste pripravljeni sodelovati, je rekla z veseljem, mi to že krepko delamo, smo aktivni, se kaj toliko boljše, bomo imeli tudi ob Ptuju kaj za napisati. No in potem se je tako začelo. Medtem mi Lili pove novico, da je dobila povabilo, da bo postala ambasadorka in to tako skromno pove, jaz pravim Tatjani, se kaj greva Lili čestitati, pa je nič ne povejma, ne. Zdaj pa kako naj greva brez povabila. Pokličem jaz na svit, dobim gospod Marjeto Keršič Cvetelj, ona mi pošle vabilo in potem sem jaz uradno prišla. Predtem sem si pa še v časopisu Tednik rezervirala pol strani za članek in tako se je začelo. Marjeta je pa rekla, tako zdaj lahko rečem Marjeta, ker med tem smo postale tudi prijateljice, je pa rekla, lokalni mediji bi se morali poleg nacionalke pa ostalih tudi vključiti. Potem sem pa začela, sem kaj dobro za hobi, malo pišem, včasih tudi kaj po radiju, kjer se vključim, pa dajmo malo med moje, najprej med Hajdinčanke, v časopisu Hajdinčan, Tedniku, potem smo napisali še nekaj za Slovenske novice, za prilogo Zdravje in tako naprej, skratka, po tej plati se je začela. Poglejte, še nekaj me zanima, namreč ženske, pa mogoče tole, doktor Zakotnikova, kako se vključujejo ženske in moški? Ali so ženske bolj ključne, recimo tudi pri osveščanju? Imate več ambasadork kot ambasadorjev? Ja, tudi tukaj imamo seveda več ambasadork, sicer se pa tudi ženske v program bolj odzivajo, to smo že večkrat povedali. Približno 10% razlika v odzivnosti je med moškimi in ženskami in to kar v vseh starostnih skupinah enako. To je kar neko pravilo. Seveda so tudi, hvala Bogu, zavedni ambasadori programa Svit, ampak ja, seveda je tudi tukaj več žensk kot moških in seveda so aktivne te naše ambasadorke, da pridobivajo moške tudi za vključitev, ampak mislim, da bi bilo dobro, da bi se več moških ambasadorjev vključilo, ker včasih moška beseda moškemu več pomeni pri spodbujanju, več velja, kot pa če mu ženske kar naprej nekaj govorijo. Ženske doma sicer lahko, če kaj dosežemo, ampak recimo v javnosti pa dejansko, imate prav. Posebno, veste, zelo pomembno je recimo odzivnost ali pa neodzivnost teh ruralnih moških, se pravi v vaškem okolju. In tukaj bi bilo zelo dobrodošlo, seveda, da bi bilo več teh moških sogovornikov, ambasadorjev. Mi imamo sicer neke inovacije in smo pozvali tudi k promoviranju, k ambasadorstvu, recimo frizerje in pa tudi gasilce. In Gasilska zveza Slovenije je zelo naklonjena in sodeluje pri tej tako imenovani promociji oziroma pri spodbujanju pri ambasadorstvu.
Ampak želeli bi se, da bi več ta regijska gasilska društva sodelovala, ker ta imajo neposredni kontakt z ljudmi v vseh, v lokalnem okolju. Predvsem pa moška populacija. Lahko si predstavljate, kako recimo moški gasilc, če bo to moškega spodbudil, ali pa recimo v vasi, če bo nekje vaška veselica, ki bo imela hkrati gasilska, ki bo imela hkrati napihljivo črevo in bojo gasilci spodbujali lokalne moške v kmečkem okolju, da se v program vključijo, sigurno se bodo vključili v veliko večjem deležu, kot če mi govorimo ženske. Poglejte, še nekaj me zanima, predno preidem spet na tele osebne izkušnje naših ambasadork, ki jih imamo priložnost gostiti v tem studiu. Poglejte, ali je odzivnost recimo na testerje, pač je taka, kakršna je, o tem smo že govorili. Ampak potem je tu vprašanje kolonoskopije. Ali se odzivajo vsi tisti, ki dobijo recimo pozitiven izvid, to se pravi, da se je odkrila kri na blatu, ali se odzovejo vsi tisti na kolonoskopijo, ali so tudi tu kakšna odstopanja? Poglejte, na kolonoskopijo, če je test na prekrito krvavitev pozitiven, bi se moral vsak odzvati. In na srečo v Sloveniji imamo v primerjavi z drugimi državami relativno visoko odzivnost na kolonoskopije. Pri nekaterih je potrebno kolonoskopijo za nekaj časa odmakniti ali preložiti zaradi nekih zdravstvenih težav, recimo po operacijah srca in žilja, ko so recimo imajo določeno kombinacijo zdravil proti strjevanju ali če imajo vstavljene žilne opornice. Potem se ta kolonoskopija za pol leta premakne ali če so kakšne koli druge težave, da posameznik ni sposoben v tistem trenutku opraviti kolonoskopije, se kolonoskopija zamakne. Imamo določen zelo majhen delež tistih, ki se na kolonoskopijo ne odzovejo. Vendar moram reči, da s pomočjo družinskih zdravnikov, katere tudi obveščamo, če se nekdo ne odzove na kolonoskopijo, in pa seveda s pomočjo naših ambasadorjev imamo relativno visoko odzivnost na samo kolonoskopijo. Gospa Gričarjeva, vas je bilo kaj strah iti na kolonoskopijo? Ja, me je bilo. In? Pa le zato, ker so ljudje pripovedovali, ne vem, če glih iz svojih izkušenj, ampak veljala je kolonoskopija za hudo preiskavo. Vendar, bolečo. Rekla bi lahko, da je zoprna. Na vse zadnje je to del telesa, ki ga pač ne želimo kar tako kazati okrog. Točno tako. Ampak je pa to približno tako, kot takrat, ko gremo roditi. Takrat smo tudi marsikaj pokazali, kar sicer v drugem času ne bi, zagotovo ne bi. Jaz sem pa obakrat, torej tudi prvič, naletela na zdravnika, ki je nekako zelo čutil z mano. In ko sva prišla do nekega momenta, ko sem zajamrala, joj, počakajte, je počakal, ni bil tišast. Zelo lepo je opravil to svoje delo. Tako da ni tako hudo, da se ne bi mogli prestati. Rekla pa bi, da je tudi ta nov način, recimo praznjenja črevesja, zelo prijazen. To je pa res. Proti tistemu staremu, ko so se ljudje bali, to je bilo treba litre in litre piti, ko dejansko ne moreš več. To je pravzaprav tudi nekaj, za kar smo lahko hvaležni temu programu. Ja, čisto zares. Poglejte, popiti 2 litra tekočine v 2 urah je povsem nekaj drugega, ker to, kar ste vi omenili, 7 litrov, tudi v nekem kratkem času. Ja. Gospa Brodnjakova, ste vi bili tudi na kolonoskopiji? Ne. Ni bilo prihranjeno. Poti danes, ko sem se pelala proti Poljčanom, sem sama pri sebi sklenila, ker prijateljica, ki me je spremila, je šla samoiniciativno na kolonoskopijo in sem rekla, če šla ona, bom šla še jaz. Preventivno, čisto tako, zaradi boljšega počutja, ker včasih tudi nisi zadovoljen s svojo prebavo in to je mogoče tudi to malo strah tega izvida, kakšen bo, ne. In sem se odločila, da bom zbrala ta pogum. To se pravi, ne strah, ne sram. Ne, šla bom zato, ker sem ambasadorka svita in da bom lahko tudi to izkušnjo drugim prenesla in jim rekla, dobro, meni ni bilo prijetno, ampak prestala sem, pa to se v bližnji prihodnosti zgodila. Doktor Zakotnikova, poglejte, takole, ko poslušam ti 2 gospe, pa tudi iz lastnih izkušenj, pa
Mogoče lahko tudi povem, da mojemu možu je ravno tako program Svit odkril polipe na debelem črevesu, za kar sva neskončno hvaležna, ker tudi on sicer ne bi šel na kolonoskopijo, na vse zadnje. Mogoče, da bi se odkrila pač, ne vem, težko bi rekla. Skratka, program Svit je pravzaprav tudi v našo družino prinesel veliko veselja. Vemo, da te bolezni ne bo, ali pa vsaj za dolgo časa ne. Namreč, vse, kar se dogaja preko programa Svit, je zelo prijazno do pacientov. Ja, poglejte, dva temeljna pristopa sta oziroma vodilo, ki nas pelje skozi program Svit od vsega začetka. Eno je seveda, da smo usmerjeni v posameznika, ki je udeleženec v programu Svit in da mu želimo približati program in vse postopke, ki so potrebni, da jih opravi v programu na način, da so neobremenjujoči oziroma da jih lažje naredi, da ne čuti ob tem ne vem kakšnega bremena. In zato je od prvega vabila pa do tistega, ko je potrebno opraviti kolonoskopijo, pravzaprav pripravljen program tako, da izhaja iz potreb, občuti pacienta oziroma tega udeleženca v programu. Od tega, da ga ne pustimo čakati predolgo, ko čaka na izvid recimo testerja oziroma testiranja blata na prikrito krvavitev, da naj bi bila tudi ne predolga čakalna doba za kolonoskopijo, če je slučajno pozitiven test, pa tudi, da je izvajanje kolonoskopije ne boleče, ne neprijetno, ampak da je pravzaprav seveda nobena preiskava, ki jo izvajajo na tebi, posebno, če imaš ne ginekološki pregled, ne kolonoskopija, ni tista, ki bi rekel, ja, zdaj bom pa jaz zaradi svojega užitka hodil vsak teden na to preiskavo. Ampak vsi naši strokovnjaki, ki sodelujejo v programu Svit, morajo zagotavljati določene standarde kakovosti, tako glede usposobljenosti, izobraženosti, kot tudi glede tega, pravzaprav spremljamo, kakšni so rezultati izvajanja tega procesa kolonoskopije od vseh izvidov, ki so pravzaprav zapisani v informacijski sistem, kaj je odkril, koliko polipov je odkril nekdo, koliko napredovalih velikih polipov, koliko raka, ker to je tudi nek pokazatelj, koliko je nekdo dober pri tem. Obstajajo neka merila, koliko recimo pri 200 koloskopijah moraš recimo najdeti polipov, ker to je pač jasno, da tak delež populacije ima teh napredovalih polipov, ki so praktično predrakave spremembe. Hkrati pa tudi, da ljudje pri kolonoskopiji ne občutijo bolečin. Namreč, naš dober strokovnjak, sodelavec programa Svit, primarij Stefanovič, zagotavlja, da kolonoskopija praktično ne sme boleti. Če nekdo občuti, kot je gospa Gričarjeva povedala, neko nelagodje ali ne vem, morda nek začetek bolečine, je potrebno počakati, je potrebno pacienta sprostiti oziroma se z njim pogovarjati in biti, kot ste vi povedali, sočuten oziroma empatičen, tako da se ti sprostiš, ker če bi mi zdaj se ustrašili in začutili neko bolečino, se vse telo napne, se zapnejo vse mišice, tudi v notranjosti črevesja in dejansko zaboli potem zaradi tega, ker človek ni sproščen. Tako da naš cilj je, da kolonoskopija ne boli. Zdaj, morda pri nekaterih gastroenterologih malo večji meri kot pri drugih, ampak ravno to spremljanje, koliko ljudje čutijo pri izvajanju kolonoskopij bolečine in kakšne intenzivnosti, je tudi to, da mi potem izvajamo dodatne izobraževanje oziroma posvete z strokovnjaki, zato da se to odstrani. Tako da, pravzaprav, da je program prijazen, da je kakovosten, da res so vsi postopki kakovostni in tudi spremljamo kazalce kakovosti izvajanja programa. In seveda, da ljudje zaupajo program in da rečejo, ja, tudi svojemu sosedu, prijatelju, sorodniku, vključi se v program Svit, je relativno enostaven program, korake, nekaj je potrebno narediti, ampak lahko pa imaš velike koristi od tega. Dragi gospe ambasadorki, vi dve pravzaprav delujeta ne samo v svojem kraju, kolikor mi je znano, kar precej na široko po Sloveniji segate, hodite,
kaj se dejansko dogaja. Je to samoiniciativno, se kar nekako organizirate, vidim, da na vaši majici piše Društvo žena in deklet občine Hajdina, kolikor vem, ste vse zelo aktivne, tudi pri programu Svit. In kako to poteka? Se dogovorite? V mojem primeru je bilo pa to takole. Ko sem jaz 10. dan po operaciji odšla do svojega lečečega zdravnika, da mi je odstranil šive, me je prešinilo misel, da moram jaz svojim sokrajanom povedati, kaj se mi je zgodilo, oziroma jih tudi opozoriti. Ste dobili povabilo v program Svit, ste se odzvali. To sem na glas povprašala svojega zdravnika, ker jaz nisem poznala, kakšne so te komunikacijske poti. Jaz sploh nisem vedela, a smem o tem na glas nekje govoriti. Da ne bi kdo rekel, da se vtikate v neko področje, ki se vas ne tiče. Ja, vendar je bil ta moj zdravnik zgleda nad mojim vprašanjem presenečen in mi je sam odgovoril svojim vprašanjem, a pa bi ti res spregovorila javno? Sem rekla, ja bi. Njegova medicinska sestra, Vasilka Kokelj, je pa rekla, Lili, če boš ti spregovorila, ti bom jaz pa pomagala. In tako medve to osveščanje opravljava skupaj. Povabijo ali njo, oziroma pokličejo ali njo, ali pokličejo mene, skupaj se dogovoriva in greva. Ona prikaže oziroma predstavi, je to bolje rečeno, program Svit, jaz pa svojo izkušnjo. Tako sva bila zdaj nazadnje pri policajih v Kranjski Gori. No, krasno, spet moški, tako kot smo že rekli, ne? Še ena skupina, kjer so pretežno moški. Ja. Kaj pa gospa Brodnjakova, vi tule vidim, da brskate, iščete kakšne podatke, namreč tu je čuda, koliko nekih časopisov, revij in vsega. Ja, imam srečo, da imam tudi med novinarji nekaj prijateljev, ki so prisluhnili tej moji ideji in so me podprli s tem, da so mi omogočili, ali da sem jaz napisala prispevek, ali so se oni vključili in o tem napisali, tako da smo prišli tudi v slovenski prostor. V samem našem okolju, ko ste prej moje Društvo žena in deklet občine Hajdina opazili na majici, namerno sem jo oblekla, ker sem ponosna na svojih 160 sočlanic in pa seveda še na ostala 3 ženska društva v občini Hajdina. Mi smo pa, bom rekla, na mojo pobudo, ki sem jo prinesla srečanja z Lili in z predsedniškim parom gospodom Türkom na čajanki programa Svit predlani, smo se potem odločili, da bomo v naši občini nekaj naredili za promocijo programa, da angažiramo vsa naša društva. Seveda smo pa najprej k temu pritegnili župana, ker je gospod predsednik rekel, da je župan v občini tisti, ki skrbi za osnovno zdravstveno varstvo, in potem smo rekli, ok, dajmo stopiti skupaj pa pomagajmo našemu županu. Je dovzeten za dobre ideje in izkazalo se je, da smo se prav odločili. Tako, draga dekleta, hvala lepa za tale spodbuden pogovor. Ne vem, mogoče še čisto na kratko, ampak res v enem stavku. Kaj bi sporočili ljudem? Srčno želim, da bi se vsak odzval na to prijazno povabilo. Ja, jaz pa pozivam vse moje članice v Zvezi kmetic Slovenije, kjer smo jim s prijateljico Cilko Špindler iz zdravstvenega doma v Ormožu, ki je pa naslednja ambasadorka, poleg Toneta Gola, moškega, ki smo ga tudi pritegnili v naš program, naredila tudi zelo veliko na ormoškem koncu za osveščanje. Se pravi, vsi skupaj si prizadevamo za to, da bo tudi vsa društva žena se angažirala, pa še in vplivala na tako, svoje in moške. Tudi na svoje moške, ja. Doktor Zakotnikova, še vam zadnja Jaz pa beseda. dejansko neizmerno sem hvaležna res vsem našim ambasadorjem, ambasadorkam, ker to delajo tako neznansko veliko delo in tako koristno in potrebno delo, da
da se vama in vsem ostalim ambasadorjem res iskreno zahvaljujem. Hkrati pa vabim nove ambasadorje, ne samo ženske, moške, tudi moške v vseh okoljih, kajti glas v lokalnem okolju svojega soseda ali pa svojega sovaščana največ velja. Tako da stopimo skupaj in bodimo močni v tem, da bo naš program Svit reševal življenja in to čim več. Hvala lepa. Hvala tudi vam. In uspešno delo še naprej. Hvala. Hvala lepa, srečno. Jaz bi rada še tole rekla. Moj odpustni zdravnik, primarij dr. Rems, mi je povedal ob odhodu domov, da je bila bolezen že tako daleč, da bi živela maksimalno pol leta. Torej program Svit je tisti, ki mi zdaj daje kakovost življenja in sem tudi sama neizmerno hvaležna vam, gospa dr. Jožica Zanoškar Mavčec. Hvala. Hvala.